Okay. Evo, lep pozdrav, kot sem rekla, moje ime je Maja Zupančič Pinter z Tehnološkega parka Ljubljana. Danes vas gostim na tej naši delavnici od ideje do kapitala, moč alternativnega financiranja. Pač v okviru projekta EDIC, zdaj večino mislim, da že poznate, ker ste nas že poslušali oziroma smo se že srečali, ampak vseeno za tiste, ki niste bili zelo na hitro, da ne bom zgubljala čas, nekaj besed o projektu, potem bom pa predala besedo našemu gostu, Niku Klanšku, ki v bistvu dejansko najbolj ve, kako se alternativno financiranje, kako se ga lotiti, pa kje so pasti in še vse ostale zadeve vam bo danes lepo razložil. Se pravi, Evropsko digitalno inovacijsko stičišče je projekt, ki ga sofinancira Evropska unija in tudi Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Poteka že 3 leta, bo do konec marca ga zaključimo, potem pa štartamo z novim DGC-jem, kjer vam bomo lahko spet omogočali tovrstne delavnice. Ne bom vse razlagala, ker tega je veliko, pač osredotočeni smo na pomoč podjetjem in javni upravi pri različnih storitvah, tudi pomoč pri iskanju investicij, zato je tudi ena od stvari, ki je danes pač bomo izpeljali ta finančna klinika glede alternativnega financiranja. V konzorciju nas je več, ne samo Tehnološki park Ljubljana, ampak tudi Univerza v Mariboru, TIH Slovenija, Inštitut Jožef Stefan in še nekaj drugih. Tako da res ne bom zgubljala besed in bom raje dala pozornost na vsebini Niku, tako da lahko Niko delil svojo prezentacijo in vam povedal glavne stvari. Če boste pa želeli karkoli v zvezi z digitalizacijo podjetij, se pa prosim obrnete name, pa bomo pogledali, kako vam lahko še kaj pomagamo, še z drugimi stvarmi, ne samo z alternativnim financiranjem. Tako da Niko, izvoli. Dobar, hvala. Živel sem. Jaz imam tole prezentacijo, tako da bom ful vesel, če me vmes sprašujete, ne vem, lahko se kar priklopite noter pa vprašate ali pa ne vem, prek četa, tako da imam ful rajš to, kakor da čakamo do konca, da se me vprašate stvari. To je prva stvar, druga stvar je pa, ne vem, če vam je okej, če mi mogoče sam, ne vem, na hitro napišete ali pa se kar priklopite noter pa mi poveste, a imate kakšne projekte, karkoli, samo toliko, da vem, da znam vam prezentacijo mogoče bolj za vas oblikovati. Bi kdo kaj napisal, saj približno tako, zakaj gre, ali je to, ne vem, imate produkt, servis, karkoli, industrija, take stvari. Bi kdo kaj napisal ali pa povedal kaj? Jaz imam neko družbeno platformo, zato je zelo specifična, pa bova po delavnici bom razložil detajle, no, a je prav? Ok, platforma, super. Bi še dokaj povedal? Ne? Ok, pa prav. Prav, pa gremo pa v prezentacijo, zdaj pa da vidimo, če bo tole share screen delal. Entire screen. Hello. Maja, vidimo? Ja, vidimo, ja, super. Ok, pa moram dati sam, čakaj, slides, da sem dal. Se vidi? Evo, ja, odlično. Takole, to bom naredil. Takole, super, ok. Torej, ja, crowdfunding, alternativno financiranje se bomo danes pogovarjali, tako da mogoče malo o sebi. Jaz sem pomagal že večkrat, tukaj je malo druga statistika, že večkrat 250 uspešnim crowdfunding kampanjam, zbrali smo že skoraj čez 40 milijonov. Tukaj je nekaj kampanj, s katerimi sem sodeloval, ta prva Fly Smart Wheel je v bistvu, to je bila moja kampanja, smo leta 2013 lansirali na Kickstarterju in smo v 40 dneh zbrali $700,000, 2300 koles smo takrat prodali v 60 različnih držav. Pa so pa še drugi projekti tukaj, ki sem pomagal, to je ta zadnji, spet tudi bil moj leta 2015. Zdaj pa v bistvu, kaj so crowdfunding opcije najprej? Imamo v bistvu, večina ljudi pozna crowdfunding zaradi Kickstarterja, ne? Ampak v bistvu tam je več različnih crowdfunding opcij, ne? Prva je na primer crowdsourcing. Tukaj imamo ideje ali pa
solutione za probleme. A ne? V bistvu je tako neka platforma, kjer če imaš ti neko idejo ali pa nek problem, ga lahko daš gor in potem drugi pridejo gor in ti lahko pomagajo rešiti ta problem ali pa ti pomagajo izoblikovati ideje. Ne? No, naprimer, ena od takih platform je OpenIDEO. No, in zakaj imam tukaj NASA, je, ker je bil en primer, da je pač NASA, direktor od NASA, pa v NASA so probali rešiti en problem, ful dolg časa, leta in leta so reševali sateliti in soncem in pa v bistvu kaj so naredili. Enkrat je bil doma na večeri, se pogovarjal s svojim sinom, ki je bil v srednji šoli, pa mu je sin rekel, kaj pa če bi dal to kar na crowdsourcing platformo, a ne? Pa pač direktor nas reče, mogoče pa res, pa prije naslednji dan v pisarne, pa reče, dajmo ta problem gor na crowdsourcing, pa da vidimo. No in v naslednjih 3 mesecih so dobili več kot 300,000 različnih idej, kako bi to rešili. Seveda večino jih ni bilo v redu, 300 jih je bilo dobrih, od tega 10 res dobrih in teh 10 so potem šli testirati, nekaj mesecev so testirali, so videli in eden od teh idej je pač res rešila ful dober ta problem. In to je bilo nekaj za sunbursts, pa v bistvu sonce žarki, da bi v bistvu so te satelite nekako, če so bili obrnjeni proti soncu, da so jih skurali, tako da pa če so pa to oni prej videli, so pa lahko satelit zaprli ali pa ga obrnili stran in pač se ni nad satelitom zgodili. No in to so NASA do tega prišli, da so to par minut prej šele lahko videli in to je bilo ponovadi prepozno, da so to naredili. No ta rešitev je bila pa nekaj taka 8 ur, nekaj takega prej si to lahko opazil in videl in to rešil. No in pa najbolj zanimiva stvar je pa to, da to je bil en gospod, ki je dal ta predlog na temu crowdsourcing platformi, je dal en predlog, ki je bil iz New Jerseyja in vse, kar se ve, je, da je imel njegovo profilno fotko, ki je sedel pa imel mačko tukaj gor, ne? Ampak je v bistvu nas je ful pomagal to in je jim tak problem pomagal rešiti. Ne? In kaj je v bistvu tukaj ful dobro, crowdsourcing, ker res lahko iz crowd, oni ni imel veze z nas, ni imel veze z vesoljem, z vsem tem, ampak v bistvu je čisto iz nekega drugega vidika videl solution in ga pomagal nas rešiti. Ne? Tako da, če imate kakšne ideje ali pa tako, lahko greste na te platforme, pa sodelujete tako. Sigurno imajo vedno kakšne nagrade tudi, ali pa če imate vi kakšen problem, ki bi ga hoteli rešiti, lahko date gor ali pa idejo, pa vidite v bistvu, kaj ljudje vam bojo dali, kakšen feedback pa to. Tako da, ful dobra stvar. Ok, naslednja stvar je crowdgiving. To je v bistvu za fundacije, pa za v bistvu kakšne take causes, Naprimer, ena od teh platform je GoFundMe in tukaj v bistvu, ne vem, kaj slišite, kdaj, ko se zbirajo denar za kakšne operacije ali pa za kaj, ne vem, ko so bile poplave, pa take stvari, V bistvu GoFundMe je dobra platforma, naprimer, za to, da lahko to pomagaš pa zbereš. V bistvu ti pobereš donacije od crowd, od ljudi, in jih potem daš v to, tam, kaj je pač za ta fundacija se gre ali pa v bistvu za ta stvar, za katero se zbira denar. No, naprimer, tukaj imamo eksempel, ki sem šel jaz na newyorški maraton in pač za newyorški maraton moraš biti zbrat noter, je loterija ali pa pač imeti ful dober rezultat. Jaz sem več od tega nisem naredil, ampak sem si pa želel iti newyorški maraton teči in naslednja stvar pa je bila, da v bistvu, če si zbral denar za eno od fundacij, so ti oni dali karto. No in jaz sem se s to fundacijo Literacy Partners povezal v New Yorku, oni so rekli, da moram $2,500 zbrati za njih, za njihovo fundacijo in dobim potem karto. In kaj sem jaz naredil, šel sem na GoFundMe, sem naredil profil, sem naredil kampanjo in sem rekel, da bi pač rad šel na newyorški maraton in da zberam za Literacy Partners, sem razložil, kaj Literacy Partners delajo, sem to vse pošeril po mojih social medijah, LinkedIn, kaj se je bil, Facebook, Instagram, take stvari. In tukaj večino mojih frendov so podprli ta kos, so dali, ne vem, 10, 20, 30, 50 evrov ali dolarjev so dali in v bistvu v 2 ali 3 tednih sem zbral $2,600 in ta denar poslal GoFundMe in v bistvu dobil karto. Pol za mene se je pa šele ta težek del začel, ko sem mogel začeti trenirati za newyorški maraton. No, ampak zgodba tukaj je, da sem jim obljubil vsem, da bom vsi, ki so me podprli, da jih bom napisal tukaj v spodaj,
da so me podprli in pa sem to majico tudi nosil na newyorškem maratonu in na kilometru 37, sem že čisto obupal, se mi ni več dal, ker sem se sprašal, kaj to meni treba, in potem je ena gospa rešila, ki me je z zadaj pretekla, pa je začela sprašovati, kva pa je to Literacy Partners. In pa sem se pogovarjala o tem, ko sem pa pogledal, gor je pa že 41 km, tako da je bil samo še 1 kilometer do konca, da me je tudi to malo pomagalo. Ampak ja, če zbirate karkoli, da bi za donacije, da imate kakšno stvar, ki bi potem pa to radi naredili ali dal kakšni fondaciji ali pa kaj takega, je v bistvu to so crowdgiving, je dobra crowdfunding stvar, kjer v bistvu eden od teh platform je GoFundMe, naprimer. To? Ok. Temna tretja stvar je crowdinvesting, equity. Zelo znana platforma je Seedrs. Seedrs deluje tudi za slovenska podjetja. No in v bistvu tukaj pa je, da ti predstaviš svoj projekt kot business plan, financial plan daš gor, vse take stvari predstaviš in v bistvu na tej platformi so gor investitorji, taki individualni investitorji, ki investirajo. Tudi vi ste lahko tukaj gor na tej platformi pa investirate tudi, ne vem, po 10, 100 dolarjev ali evrov, 1000 evrov, kukor pač imate budžeta, da vam je všeč projekt, lahko investirate in v zameno za to dobite equity, dobite procent firme. No, in naprimer Seedrs ima to tako narejen, da ker vi da nočete kot firma, imeti kar naenkrat, če 1000 ljudi podpre po 100 evrov, da boste imeli pol v podjetju 1000 lastnikov. Kako Seedrs to dobro naredi, je, da v bistvu v vaši firmi bo potem procent firme dobil Seedrs. Seedrs bo tako napisan noter kot od vaši firmi, da je lastnik, del lastnika vaše firme. No, Seedrs ima pa pol na svoji platformi pa lepo napisan vse, ok, mi smo v ta projekt investirali toliko denarja, vsi te posamezniki so pa toliko denarja dali v ta projekt, tako da se si pol tam razdelijo. In pol v bistvu, če vi vašo firmo prodate ali pa če izplačate kakšne dividende, pa vse to, potem pa Seedrs ta denar dobi in ga razdeli nazaj med vaše investitorje na Seedrsu. No, zakaj imam tukaj Revolut? Revolut je ta spletna banka. Oni so imeli ful že userjev takrat, leta 2014, mislim, da je bilo to, 12 ali 13 so imeli ful že userjev in so šli po novo rundo investicij, venture capital, pač teh pa bankam, pa to. No in so rekli, veš kaj, dajmo neki mal deleža te runde, pa dajmo ponuditi našim userjem. No in v bistvu te, ki so že uporabljali Revolut, so dobili opcijo, da so šli lahko na Seedrs in investirali v Revolut. Takrat, ne vem, za 100 evrov, take stvari si lahko investiral. No in če tukaj vidimo, to je bilo iz leta 2020 podatek, tukaj je bilo, si lahko 5000% takrat naredil, z Revolutom, če si kot njihov user dal, takrat lahko investiral. Tako da imaš takele zgodbe, kot je tole, ki so ful dobre, seveda niso vse zgodbe take, ampak naprimer, če imate vi projekt, ki iščete investicijo, lahko v bistvu tudi na crowd investing greste in ponudite v zameno za denar, ki ga dobite od ljudi, da date nazaj procent firme. To, rečemo, Seedrs ali pa ta crowd investing je drugače tudi ful dober za projekte, kjer imajo ful userjev ali pa kjer, naprimer, so že naredili Kickstarter crowdfunding, pa imajo že ful enih podpor, pa v bistvu jih konvertajo še v investitorje. Tako da z takih projektov, ki so bili ful uspešni na Kickstarterju, ki so šli pol po investicijo naprej, so naprimer šli tudi na Seedrs. Ja? Okay. Naslednja je crowdlending. To je v bistvu tako kot pri bankah, da si lahko sposodiš denar, ampak namesto v banki lahko greš na tako platformo, kot je Mintos, in v bistvu predstaviš svoj projekt in potem ti ljudje posodijo denar. In to si moraš pa zavezati, v koliko času ga boš vrnil, po kakšnih obrestnih merah, pa to. Mintos ponavadi pa te platforme za crowdlending to same, pač moraš ful enih podatkov dati noter, vse one ocenijo in v bistvu potem one nekako določijo, koliko si rizičen, kakšen velik obrestne mere moraš plačevati. Tako,
Tako da tukaj že dosti že tega se dogaja. Ne? To je na primer zelo podoben kot pri prejšnjem crowd investing, samo da tukaj da ne daš procenta firme za to, ampak v bistvu si sposodiš denar. Ne? To. Tako da ja, to so platforme, ki tudi že se kar veliko dogaja gor. Ljudje investirajo, ljudje dajo gor projekte, tako da se in to mislim, da tudi iz Evrope lahko to date gor. Okay. Pa naslednja je pa crowdfunding. Najverjetneje danes smo večino tukaj zaradi tega, o tem se bomo tudi največ pogovarjali. No, crowdfunding v bistvu v Ameriki je to donation-based rewards. Kaj zdaj to pomeni? Za donacije, ki jih boste vi nabrali na Kickstarterju ali pa Indiegogo, to sta dve te največje platforme, boste v zameno za nazaj, ko ste dobili te donacije od ljudi, jim dali nagrado. Zdaj, kaj pa v Sloveniji zares to pomeni, pa tudi pri zakonodaji, pa to je pa v bistvu, da vi tukaj pobirate prednaročila. Ljudje vam bojo rekli, ok, vi prodajate, naprimer, jaz sem prodajal kolo, sem rekel, ok, tukaj imamo prototip, smo tole vse naredili in zdaj, če mi date danes $600, takrat smo prodajali naš kolo, smo obljubili, da v 6 mesecih bomo dostavili vam ta kolo. Mi bomo pa potem teh $600 vzeli, jih postavili proizvodno, naročili materijale, proizvedeli in vam ga poslali. To. Da pre-orderja. Ampak ja, ta donation-based rewards ali pa crowdfunding, tako kot ga danes poznamo s Kickstarterom, to ni nič novega. V Ameriki, naprimer, teli, kaj so že politiki, v bistvu večino, ki nabirajo donacije za pol, da grejo za predsednika, za volitve, pa take stvari, ki nabirajo donacije, so v bistvu vse gre za donation-based rewards. Rečemo, jaz sem imel srečo, da sem bil povabljen enkrat, ko sem živel v New Yorku, leta nekdaj bilo to 2007, na neko kako bi to rekel, pač na nek dogodek, kjer je v bistvu Hillary Clinton takrat nabirala denar za svojo kampanjo, za predsednico. No in sem prišel tja in v bistvu je bila miza in na mizi gor pred to sobo, kjer je ona pa imela govor, je bila, šalico sem lahko kupil Hillary 2008 za $10, majico za $20, kaj so še bile, plakat, to, pa so bile pa še tudi draže, naprimer za $5,000, če bi plačal, bi lahko po eventu šel v zadnji in se z njo slikal. Za $10,000, naprimer, če bi plačal, je imela pa zvečer gala večerjo, kjer bi dobil tja in bi šel lahko na večerjo, in bi se v bistvu sedel in pač se družil tam za to. Ampak to so vse bile donacije v njeno kampanjo in v zameno za te donacije sem jaz dobil pač te stvari. Tako da Kickstarter v bistvu je vse, kar je naredil, je naredil to, da je v bistvu samo na internet to spravil, da je v bistvu naredil platformo, kjer v bistvu ljudje dajo donacije in nazaj dobiš nagrado. In v bistvu, da nas je povezal po celem svetu. Zakaj imam pa tukaj kip svobode? Ker ta crowdfunding, to ni nič novega, v bistvu kip svobode je bil s crowdfundom. Kako je bilo, ko so jim Francozi tale kip podarili, na New Yorku, takrat New York je bil pa v bistvu čist bankrupt kot mesto in sem tako, ok, hvala, sem nimal denarja, da to postavimo, kaj bomo pa zdaj naredili. No in kaj so pa naredili? So razmišljali, so naredili takele mehne kipce, kot imamo tukaj na levi, no in so jih prodajali, mislim, da za $1, so jih takrat prodajali in vsak dolar, ki je nekdo kupil ta kipec, je ta dolar šel v banko, kjer se je shranjeval in ko so dosti nabrali, so v bistvu pol tukaj spodaj, če vidite to platformo, so lepo pač gradili, so najprej to zgradili, pa pol naprej, pa to, pa še kakšne donacije so nabirali, pa tako, in so pol počas lepo to zgradili, da so lahko kip svobode nazaj, gor dali. Tako da v bistvu že več kot 100 let nazaj je bil kip svobode s crowdfunding. Tako da ja, Kickstarterju pa Indiegogo sta v bistvu samo to pripeljali na internet in to, da vi danes lahko iz Slovenije vaš projekt date gor na Kickstarter in v bistvu ga iz celega sveta lahko dobite prednaročila po naše ali pa po ameriško donacije in nazaj jim date nagrade. Je kakšno vprašanje za enkrat? Jaz tukaj ne vidim, če je kdo kaj napisal, ampak ja. Nič.
Zaenkrat ne, tako da, ampak vabljeni, Ne. res vsi, če imate kakršnakoli vprašanja, tako kot je že Niko povedal, dajte kar v chat napisati, pa bova potem pogledala, če je kaj takega. Jaz sem gotovo, da to je dobra ideja, te rewards, te nagrade, pač zbiraš denar kot tej politiki in pa daš neko majčko srečnika, kaj podobnega, ko se začne dogajati. Tako da to je dobra ideja, ja. Ali pa slikanje za 500 evrov. Ja, sploh pa danes z attention economy, a ne, je to ful, ne, da lahko, da pol pošeraš to fotko z nekom, ki si se sliko, ne. Bi pa mogel plačati to. To je marketing in promocija in to se da zelo dobro narediti. Ok, dobro ideja. Tako je, to. Tako, evo, zdaj gremo pa naprej. Tukaj imamo, vse imajo tale prezentacijo, lahko pa tudi pošeramo z vsemi, a ne. Tako da to, vse tukaj vidite, tele modre stvari počrtan so linki, tako da to se pa lahko tudi poklikate pa delate. Ampak ja, tako kot sem rekel, za crowdfunding opcije, ki jih imamo, ne, večino ljudi pozna tale Kickstarter pa Indiegogo, ta crowdfunding rewards based, a ne, donation, ampak v bistvu jih imamo še tudi drugih ostalih, a ne. Tako da za vsak projekt je fajn pa pogledati, a ne, ok, imam za tale projekt, kjer bi v bistvu ta od crowdfunding opcij najbolj pasul, da začnemo, a ne. To. In pa v bistvu si to pogledaš in ponavadi se zgodi, da nisem eden, a ne, ampak jih je lahko več opcij, a ne, ki jih lahko uporabiš. Tako da, to so različne opcije v crowdfundingu. Ok, zdaj pa, kaj pa so v bistvu benefiti crowdfundinga, ne? Prva stvar je to, da lahko še preden karkoli proizvedeš, karkoli zbildaš, zgradiš, a ne, že investiraš ali svoj čas ali denar v to, a ne, v bistvu lahko samo z nekim prototipom ali pa z nekimi mock-upi, a ne, z idejo lahko v bistvu testiraš najprej sploh market, a ne, a sploh so ljudje pripravljeni za to ali ne, a ne. Tako, naprimer, dober eksempel je bil, ko je en developer, a ne, imel idejo, da bo v bistvu naredil neki z avatarji, da si boš ti zdownloadil slikco, pa pol nekaj oblikoval, pa to. No, in je to pol leta to takrat developal ne platforma, ta web stran, pa ta software, ne, to. Pol leta, ne, je pa dal spletno stran, pa je tam napisal download button za ta software, ne. No, in čaka en teden, 2 tedna, 3 tedne, a ne, tudi malo promovira in v 3 tednih v bistvu nobeden ni niti kliknil na ta download button, ne. In pa je razmišljal, a ne, wow, jaz zdaj 6 mesecev porabil za nekaj, ker pa sem ugotovil, pa sem gradil, pa ful časa dal v to, ne. Zdaj sem ugotovil, da noben niti to noče porabljati, sploh niti ne kliknejo download, ki je bilo za 100, ne. No, in pa je razmišljal, kako bi jaz to lahko naredil na lažji način. In kaj je v bistvu pogruntil, je rekel, jaz bi lahko spletno stran naredil, naredil download button, to bi bilo v enem dnevu, 2 dneh bi to spletno stran naredil, kliknil download button in v bistvu začel gledati, ne, a bo kdo sploh kliknil. In če kdo klikne gor na download button, bi mu pa samo pop-up naredil, pa rekel, ok, nismo še ready, klela email, da je email, pa bomo videli, pa ko bomo ready, ti sporočimo, ne. Smo greš na waiting list, ne. In v bistvu on bi lahko v parih dneh testiral, a to idejo sploh je, ljudje bi jo hoteli imeti ali ne. Tako je pa v bistvu pol leta porabil, da je proizvedel, naredil vse to in pa ugotovil, da je noben ni hotel, ne. Tako da pri crowdfundingu glih to, ta magic, ne, kjer v bistvu ti lahko full hitro testiraš, ne. Pri startupih vedno rečemo to fail fast, ne. In v bistvu si daš, ne vem, sprint 2 tedna, da testiraš. Ok, tole imam idejo, kako zdaj lahko v 2 tednih testiram čim hitreje, da ali ljudje hočejo to uporabljati ali ne, a ne. Ne da neki prej moram full investirati časa, denarja, vse to, da pridem na market, a ne. Tako da market test, to je prva stvar. Druga stvar je feedback. Pred kampanjo pa med kampanjo na Kickstarter crowdfunding, a ne, v bistvu lahko si ti full v stiku z ljudmi, sploh potencialnimi backerji ali pa backerji že na Kickstarterju in v bistvu lahko full enega feedbacka dobiš nazaj, zakaj si se odločil, kaj mi je všeč, kaj bi še hotel, vse take stvari, a ne. No in, na primer, pri nas, da smo se med kampanjo, ne, nas je full ljudi sprašvali, ko mi smo delali kolesa, ne, pa smo delali 26-inčni pa 28-inčni, a ne, to sta bila za gorska kolesa, cestna kolesa, mestna kolesa, vse taka kolesa, ne. To, da je lahko naš Smart Wheel električni kolo šel gor, ne,
ful nas je pa sprašval, a lahko za 20-inčna tudi naredite, za foldable bike, za pri nas v Sloveniji, za ponije, pa take stvari, a ne, in smo tako, mi tako cel let, ko smo to razvijali, nismo nikoli pomislili na foldable bikes, a ne, to, in smo šli nazaj, pogledamo, in smo bili, ja, lahko tudi 20-inčne naredimo za foldable bikes, za to, in smo takoj že med kampanjo popravili, da lahko tudi 20-inčne naredimo, in to smo med kampanjo smo bili ta feedback, a ne, smo se naučili, smo to takoj popravili, naredili, in v bistvu na koncu statistika je bila, da 20% vseh koles, ki smo jih prodali, so bila 20-inčna. Tako da mi smo v bistvu 20% marketa našega revenueja smo dobili zaradi tega, ker smo feedback dobili med kampanjo, še preden smo šli v proizvodnjo ali pa karkoli. Tako da to je ful dobro, da med kampanjo pa pred kampanjo pač ful se pogovarjate, ful dobivate feedback od ljudi. To. Pol ta tretja stvar je seed money. To v bistvu tukaj dobite denar lahko naprej, dobite denar in pol v bistvu s tem lahko pol postavite proizvodno ali pa zgradite platformo, pa so take stvari in v bistvu pol lahko to lansirate. In v bistvu zakaj Kickstarter, se mu reče zato, ker je Kickstart your project. Da ti priložnost, da te ljudje podprejo, ti dajo denar naprej, zato da ti lahko začneš svoj projekt, postaviš se stvari, pošleš pa to, kar si mu obljubil in pa v bistvu naprej buildaš svoj projekt. Četrta stvar, ki je benefit crowdfunding in moje mnenje je, da je to ena najbolj pomembnih, najboljših benefitov, je pa ta community. Community v bistvu pa, vi ste pred kampanjo pa med kampanjo ful ljudi engageate noter v vaš projekt. In v bistvu oni vam dajo, pomagajo feedback, narediti, vas podprejo na Kickstarterju, vse to. In zdaj, če boste vi dobro kampanjo speljali, če boste dobro komunicirali, pa če boste dobro produkt ali pa projekt naredili, pa ga ljudje dobili, da ga bojo uporabljali, da jim bo všeč, bojo zavedno vaši podporniki. In tudi vedno se bojo čutili, da so bili z vami od začetka, in da so vas od začetka podprli in bo to tudi njihov projekt malo. Naprimer, to sem jaz videl, ko smo začeli kolesa pošiljati po celem svetu po Kickstarterju in smo jih poslali v Berlin, naprimer, cel batch od vseh naročil, ki smo jih dobili. In v naslednjih 2 tednih smo pol enih naročil dobili iz Berlina. To pa glede tega, ker so bili to naši podporniki od začetka in so se čutili, da to je njihov projekt. In ker so se oni vozili po cesti, so oni za nas promovirali, so oni rekli, jaz sem to podprl na Kickstarterju, koliko je to dobro. Ljudje, ki so jih ustavljali, pa sprašali, kaj pa je to, so v bistvu za nas promovirali. To, da je ta community. In plus, naslednjič, ko smo naredili nov projekt, ko smo ga lansirali, so vsi te backerji iz prejšnjega projekta, kakšni so nas spet podprli, kakšni so nas pošerali, kakšni so lajkali, kakšni so dali comments, da smo cool projekt, da smo dobro speljali prvi projekt, da so nam dali credibility, pa tako. Tako da ta community je res, če boste dobro to speljali, imate to podpornike po celem svetu, ki vas bojo res podpirali. Pa naslednja stvar je pa ta 30% of funding. Kaj to pomeni? Vi v bistvu lahko tudi naredite svojo kampanjo na svoji spletni strani. Boste dali vse gor, da bojo ljudje lahko poslali, da bom denar, da bojo dobili nagrado, vse to. To lahko v bistvu naši pre-order lahko speljete na vaši spletni strani. Ampak v bistvu za to boste mogli 100% vse ljudi, ki bojo prišli, pa vas podprli vi sami pripeljati na vašo spletno stran. Noben ne bo kar se pojavil na spletni strani, brez da ne bi vi mogli karkoli narediti, promovirati, nekje se pojaviti, karkoli. Če Kickstarter je pa glih ta benefit Kickstarterja, je pa to, da pač ima toliko velik community, da približno za 30% vsega denarja, ki ga boste nabrali, bo prišlo organsko iz Kickstarterja. To pomeni, da je nekdo bil na Kickstarterju, gledal projekte, videl vaš projekt in ga podprl. Zato vam ni bilo treba nič narediti, razen to, da ste bili na Kickstarterju. Ampak to še zmeraj pomeni, da 70% boste še vedno mogli sami pripeljati gor, sami spromovirati, sami dobiti ljudi, jih najdeti, promovirati, pa se tako. Tako da to je ta benefit 30%. Zdaj, pri kakšnih kategorijah, kot je games kategorij, te namizne igre, pa to je toliko backerjev že na Kickstarterju, ki prav v tej kategoriji je to že bolj bližu 50%. Plus, da če vas Kickstarter kakšno spletno na prvo stran da, ali pa kakšen newsletter, se ta procent lahko hitro še bolj dvigne. Tako da to, zdaj pa v bistvu, kaj pa je ingredient X
od tega, da imate uspešno kampanjo, ne? Prva stvar je, da povete zgodbo. Ko sem jaz šel okrog, pa sem povedal, to je, rečemo, tukaj v spodaj, to je bil naš kolo, potem noter klele smo imeli motor, baterijo, elektronko, senzorje, Bluetooth, vse tukaj je bilo to noter, vi ste samo zadnje kolo dal dol, naše kolo, to zadnje kolo gor in je vaše kolo postal pametno kolo. No, ko sem jaz to začel razlagati vsem, o produktu, o bateriji, elektronki, Bluetooth, vse to, noben ga ni zanimalo. Ko sem pa začel razlagati, ko sem se z reporterji v medijih pogovarjal, ko sem se z ljudmi na cesti pogovarjal, ko sem, kjerkoli promocijo smo delali, če sem pa povedal zgodbo, da pač we want to make cities more bicycle friendly, and the way we're gonna do this is with an electric bike, je pa v bistvu ljudi bolj to dotakne. In so v bistvu so pač bolj, sem dobil pozornost in jih je bolj to zanimalo. To, rečemo isto, ko smo se z mediji pogovarjali, pa smo rekli to make city more bicycle friendly, pa naprimer se je zgodil, da je tale, kaj že bil, Washington Post, reporter iz Washington Posta, je rekel, ok, cool, pač jaz ne pišem nič o električnih kolesih, pa gadgetih, pa to, ampak glih pa zdaj pišem pa o pametnih mestih. In zdaj, to, kar ste vi rekli, making city more bicycle and people friendly, mi je to zanimivo in nas je vključil noter v ta večjo zgodbo, ki je on pisal o pametnih mestih. In kako se razvijajo in kako naj bojo bolj za ljudi in vse to. In smo pač se povezali skupaj. To, plus ful je dobro, da razumete, kere emocije se dotikate, ko govorite zgodbo. Mi smo tukaj bili bolj v ta community, pač greš na kolo, pa pač spelaš, pa pol pač si noter v community del, nisi v avto noter, ampak si v zunji, si v naravi, si ali pa med ljudmi, se pač imaš večje ta interakcija, vse to. Je bil ta emotion community. To naprimer, imel sem en projekt, ki sem sodeloval z njim, z Nikom Benetom, on je delal neke take elastike za nogo, ki ti je držal majico noter v hlačah za fante, tako da v bistvu, če si kaj se prepognil, ampak je tazga ni šla majica ven. No, ful dober, ful cool stvar, to, ampak eni ljudje so pa, rečemo, po Facebooku to ful sovražili, pa se kako to slabo, jaz tega ne bi nikoli nosil, vse to. In pa ful tako, na eni strani ful so hejtali to, ampak kaj se je zgodilo, ful je engagement, da to pripeljalo, ljudje so to dislikali, ne vem, pisalo se to, ampak ker sem jaz, na primer, nekaj nagor napisal, ful mi ni všeč to, so vsi v bistvu moji frendi to videli, da se jaz tukaj nekaj engagem. Veliko teh frendov, na primer, so pa prišli pa se wow, to je čisto hudo, to bi jaz imel, in je v bistvu ful paralizarno ratala, na eni strani ful ljudi, ki so ga hejtali, na drugi strani pa ful, ki so lajkali, in je bila ful uspešna kampanja, zdaj, ki je dobil ta attention, ki je ta emotion vzbudil. Tako da to je pač, tukaj je treba vedno razmišljati, da ni tako suho, samo pač to je produkt in tako, ampak kaj je res zgodba. Okay? Naslednja stvar je, bodite del community. Ta community, tako kot sem prej govoril, da imate community po celem svetu, ki vas podpira, drugo je pa, da že v začetku vi ste del community. Par exemplov. Če poznate Kefirko, to sta dva fanta, ki sta naredila zdaj že par projektov na Kickstarterju, ful uspešnih, kjer sta naredila kozarc, kjer lahko ti kefir delaš. No in sta prišla do mene, da jim razložim malo več o crowdfundingu in sta mi začela razlagati, kako bi ona dva ta kozarc naredila za kefir, pa se to, pa se pogovarjamo, pa v bistvu povete, da ona dva to pač že sama delata doma, kefir in vse to in kako v bistvu imajo community na internetu, imajo neke forume, ki si pa pošiljajo neke semena v kovertah noter za te kefirje in vse to. In ko sta mene ona to razlagala, sem jaz takoj vedel, v bistvu, da bo to uspešna kampanja zdaj, ker ona dva živita že to v tem community. Ona sta del tega community, sta pač videla problem tukaj in zdaj ga bosta ona dva rešila. To je, da nimate prav dedicated kozarcev za delati kefir. No, in sta šla na Kickstarter in sta v bistvu samo to, da sta bila del tega community, je bila uspešna.
In ful je dobro, da ste noter ali ne, v Redditih, Facebook grupah, forumih, vse to, da ste pač živite ta community. Ta druga je bila, naprimer, Ondu, Elvis, on je bil v bistvu dizajner, pa fotograf, in ful rad fotografiral in vse to, in v bistvu vsak fotograf enkrat pride tudi do tega, da hoče probati pa imeti nek fotoaparat za pinhole. Pinhole je čisto začetki, da si pa sam lukenca naredil, pa zadnji film dal. In to so večino, vsi so to delali v tem komunitiju fotografskem, so to delali z škatlami za čevlje. Pa je pa on, v bistvu, ker je bil dizajner, pa tudi z lesom ful dobro deluje, pa leseno to kamer naredil pinhole, da bi šli lukenca, pa zadnji notor leseno. In je pač tak, da ti zdrži, ful lep je vse to. In je zdaj že, mislim, da 4. ali 5. kampanjo na Kickstarterju z novimi pinhole lesenimi kamerami naredil in mu gre ful dobro. Ampak on je pač živi del, on je del tega community. On skozi tam noter slikajo, se pogovarjajo, razvijajo različne ideje. Tako stvari. Tako da bote del community. To. Pa ta zadnja stvar je pa, pač vedno mora biti nek incentiv, neka nagrada, neki pač, da poleg tega, kad vas podprejo, vam dajo ljudje donacijo, pa da dobijo pač to nagrado nazaj, da imajo še nekaj ekstra, ne vem, kakšni imajo radi ta kredit, da so bili prvi, pa da imajo ekskluziviti, da imajo neko ekskluzivo, da samo te, ki so na Kickstarterju vas podprli, imajo neko značko gor, da to so bili ta prvi produkti, prvi stvari, ali pa ne vem, če vas za platformo, da rečeš, ok, to so bili founding members, ki so bili prvi, ki so vas podprli, pa da imajo pol, ne vem, na platformi značko to, da so bili kao ta prvi, ki so v bistvu pomagali to narediti. Take stvari. Tako da, to so Ingredients X. Zaenkrat že kakšno vprašanje? Če? Ok. Ne? Ok, pa gremo kar na pre-launch. Zdaj pa v bistvu, jaz pa si vedno, sem rekel, za Kickstarter je fajn, se si tako predstavljam, crowdfunding, je, da imaš v 3 delih. Predkampanja, kampanja, pa pol po kampanji. In v bistvu, moje mnenje, najbolj pomembna za uspešno kampanjo je predkampanja. In v bistvu, kaj delaš v predkampanji? No, v predkampanji, v bistvu, tisto, kar smo govorili, testiraš market, že dobiš lahko tudi kakšen feedback, vse to. In da lahko to čim hitreje in na najbolj enostaven način to testiraš in dobiš, je, da narediš nek landing page, kjer v bistvu predstaviš svojo idejo, lahko tudi mock-up gaš gor, vse to, kakor da bi že to zgledali, da že to obstaja, to če še nič ne. In v bistvu začneš promovirati, da ljudi gor pripeljaš, da vidiš, da jim ta ideja cool, in v bistvu ta call to action, pa na koncu rezultat pa je, a so vam dali e-mail, da jih vi obveste, da boste lansirali ta projekt. In s tem pač pol vidite, v bistvu imate nek feedback. Aha, ok, ljudje se zanimajo, to leš, e-mail so mi pustili. No in to ponavadi, ko imate že, ne vem, ste že ready, da bi lansirali kampanjo, pa se to ponavadi taka pre-launch, predkampanja, ponavadi traja med 8 pa 12 tednov, 2 do 3 mesece. Zdaj, ker če vas nekdo danes da e-mail, pa mu pol čez 6 mesecev pišete, hej, mi smo pa zdaj lansirali kampanjo, je pa navadi malo predego, ljudje že malo pozabili, če kaj je že to bilo, pa se to. Tako da nek 2 do 3 mesece je pa navadi standard, tako da dobro delujejo. No, in v bistvu, ja, tukaj rečemo, vi naredite landing page in rečete, sign up, so you found out when we launch and you'll get an early bird discount ali pa nek early bird add-on ali pa nekaj tazga, you'll get a reward. To. In pa v bistvu testirate, koliko ljudi vam je dal e-mail, pa koliko, če tudi dajete denar za promocijo, koliko vas v bistvu to stalo. No, pa je pa zelo matematično. Če greste na Kickstarter, na Kickstarterju v bistvu konverzija iz e-mail subscriberja v Kickstarter podpornika, tako vam je pol dal denar, je pa navad 2 do 5%, je konverzija iz e-maila subscriberja v Kickstarter backerja. Ampak to so taki e-maili, ki ste jih dobili, ki ste tako to splošno promocijo delali na internetu. Rečemo temu cold emails.
Če imate vi, na primer, dogodek, naredite, pa vas ljudi spoznajo v živo, pač, produkt ali pa projekt vidijo, ali pa lahko, če imate prototip, ga uporabljajo, pol je v bistvu to veliko večji conversion rate, če vam dajo email. Ampak ja, 2 do 5%. No, zdaj pa, če hitro začunemo, kaj to zares pomeni. Jaz imam vedno te velike cifre, se ljudje malo strašijo, ampak vsak mora za sebe izračunati. Ampak če rečemo, da bi vi na Kickstarterju hoteli zbrati 100.000 evrov, pa če vaša tata glavna nagrada, koliko vam bojo ljudje dali 100 evrov, to pomeni, da rabite 1000 backerjev. No in zdaj, če računate nazaj 1000 backerjev, po 5% konverziji rabite 20.000 e-mailov. In v bistvu pri launchu, vaš target je, kako zdaj nabrati teh 20.000 e-mailov. In ko imate enkrat 20.000 e-mailov ali pa dosti blizu 20.000 e-mailov, rečete, ok, mislim, da smo ready, zdaj pa lahko lansiramo kampanjo. Tako, ker večino projektov, ko ne uspe na Kickstarterju, je to, ker grejo na Kickstarter, dajo projekt gor, lahko da imajo najboljši projekt na svetu, pa najboljši video, pa najboljši marketing material, pa se to, ampak če niso nobenega promocije pred kampanjo naredili, najverjetneje ne bojo uspešni na Kickstarterju, zato ker bo prepozen, če bojo začeli šele promovirati, ko so že lansirali kampanjo na Kickstarterju, bo prepozen. Ti moraš v bistvu pred kampanji že začeti promovirati, nabirati potencijalne backerje, zato da pol, ko priješ na Kickstarter, jih pripeleš v prvih parih dneh ali po prvem tednu, oni pridejo, te podprejo in ti dajo ta push, to snežno kepo. In pol v bistvu se to začne valiti. In pol med kampanjo, tisto, ko smo prej govorili 30% iz Kickstarterja, začne dobiti vaš projekt attention, grejo tja, to podprejo, pa še pol naprej promovirate med kampanjo. In je to v bistvu skoraj garantirano, da boste uspešni imeli kampanjo, če ste res dobro naredili pred kampanjo. Zdaj, ko pa naprimer zgleda landing page, tukaj imam en example, ki gre zdaj na Kickstarter. V bistvu tole je ena igra s kartami za well-being game, se reče. No in v bistvu tukaj je, tako imamo coming soon to Kickstarter, tukaj gor, pa v bistvu sign up so you'll find out notify me at launch. No in ponavadi je zelo simpel stran, tako hitro predstaviš. To je punca Nina, ki tole dela iz Slovenije. No, Nina je, na primer, ful dobro to naredila, ki je kar video gledala. Pa je pač že tako je ta neko zgodbo, druženje, well-being dodajanje, da ni samo karta pa slikca, primer, ona se je za tako odločila. Pa ponovadi lahko daš tudi samo slikco pa karto, ni treba video, ona se res tukaj ful potrudila. To, no pa le malo več razložijo o produktu, tukaj takoj spet še enkrat, da se sign upaš na e-mail, potem malo več o produktu, pa že tukaj community, pa kaže, kako karte izgledajo, spet, da se sign upaš, pa malo bolj detajli, kaj to zdaj je, well-being, pa kako, zakaj to tako deluje, malo teli, kaj ima tukaj neko doktorco, ki ji da malo nek credibility, what's in the box, lepo razloži različne, kaj sploh produkt je, kaj dobiš noter, to, pa še malo community, to, in v bistvu še enkrat email in na koncu še frequently asked questions. In to je to. In če vidite, v bistvu ne morem jaz nekamer nič drugega klikniti, razen na to, da dam emaile. In v bistvu to je to, zelo simpel. To imate lahko zelo hiter, pač ok, ona je res video naredila, večino nimajo videa, ampak takole stran lahko zelo hiter naredite in začnete testirati. In to je v bistvu ideja, takole, da imaš spletno stran, kjer v bistvu pa začneš pobirati emaile. No, ta druga stvar je pa v bistvu, lahko pa tudi kar na Kickstarterju že lansirate. No, da. Evo ga, pa gremo na primer takole, upcoming projects, imamo pa upcoming projects. Pa dajmo pogledati, če je kaj iz Slovenije zanimivega. Slovenije, pa artamo stran, bomo vse kategorije pogledali. No, za upcoming project trenutno, evo, 19 projektov se pripravlja. No, the well-being game je tudi tukaj. No,
Lahko pa naredite v bistvu tudi upcoming project na Kickstarterju, kjer, dajmo pogledati enega zanimivega, naprimer tega Luna Cat. Kjer imate pa v bistvu tukile. No. Malo traja, da se zloada. No, imate pa takole lahko dol, kjer pač lahko predstavite vaš projekt na, pač tukaj je pač dolga stran, ne. Vse lahko predstavite v vašem projektu, vse to. Kaj pa je key point, je pa tole, notify me on launch. No, in v bistvu tukaj, tukaj vidimo, da oni imajo 43 followerjev, ne. Primer, mislim, da tale The Wellbeing, ona ima že 817 followerjev, ne. Rečemo, tudi jaz sem saved, sem dal, ne, tako da tudi jaz sem se že prijavil. No, ampak tukaj je pa konverzija 15% iz tega, tako da ona lahko pričakuje 15% od 817 followers, da bojo prišli pa podprli Kickstarterjev, ne. Zakaj pa je tukaj toliko večji conversion, kakor pri e-mailih, ne, pa ne govorim, da zdaj treba to delati. E-maile je še vedno treba delati, pa pol iz e-mailov jih tudi konvertati na sama, ne. Ker, primer, tukaj vi ne dobite nobenih e-mailov, tukaj bi videli samo Kickstarter, ljudje followajo, ne. No, ampak zakaj je tukaj toliko večji conversion, je pa zaradi dveh stvari. Ena stvar je to, da moment, ko vi lansirate kampanjo, bo tukaj bo Kickstarter poslal e-mail vsem, ki so se kliknili notify me on launch in bojo dobili ta e-mail v inbox. Ne v promotional kanal, ampak v inbox. To pa zato, ker Kickstarter e-mail je markiran kot pomemben e-mail, zdaj, ker imaš account, pa kreditne kartice, pa take stvari. Gre v ta pravi inbox. Naslednja stvar, zakaj je pa ful pomemben, je pa še, meni se zdi še bolj, je pa zato, da sem jaz tukaj lahko kliknil notify me on launch, sem mogel biti logiran na Kickstarter. A ne? Zdaj je pa tako, če še nimam Kickstarter projekta, ne, pomeni, da sem bil toliko motiviran, da sem si, ne projekta, profila, pomeni, da sem bil toliko motiviran, da sem si naredil account, zato da sem si lahko kliknil notify me. Če pa sem že bil, že imam profil, pa pomeni, da že razumem, kaj je Kickstarter, a ne, v bistvu in že malo več razumem in sem kliknil notify me, a ne, in zato je ta konverzija 15%. Ne? No, tako da to je malo zaprl, zdaj šli. Ja. No, in to je v bistvu pre-launch, tako kot sem rekel, takle landing page narediš, pa če greš na Kickstarter, upcoming project on Kickstarter page narediš in v bistvu pol je treba samo promocija, ne? No, in zdaj v bistvu, kako se pa zdaj take projekte promovira. In tudi prej za druge tele, kaj so že crowdfunding opcije, vedno je pa na koncu, kako attention dobiti, kako čim več promocije pripeljati na svojo stran, da ti najprej dajo e-maile, da kliknejo notify me, pa da potem da te podprejo, ne. No, in v bistvu, ko sem jaz delal svoje kampanje, ne, sem tako malo bolj analitičen, sem si rad naredil kar, da razumem različne kanale, kako se kaj promovira, pa vse to. In sem jih v bistvu nekako razvrstil na 7 različnih kanalov, ne. Community, media, online advertising, partnerships, events, social media, influencers, pa referrals, ne. No, in v bistvu, če gremo kar prvo, community, ne. Kaj community pomeni? To so, ne vem, Facebook grupe, Redditi, forumi, ne, v bistvu grupe, ki imajo neko sinergijo z vašim projektom, ne. V mojemu primeru, ko smo imeli električna kolesa, ne, smo pač gledali vse Facebook grupe, pa Reddit skupine, ki so se pogovarjali o kolesih, ko so se, ne vem, dobivali, da so šli voziti s kolesi po mestu, naprimer critical mass. V mestih je zanimivo, ker vsak tretji četrtek, naprimer, se dobijo, pa se grejo pelat po mestih, a ne, zvečer, pa pol, ker jih je toliko veliko kolesarjev, ne, lahko oni zasedajo cesto, to je bil, ne vem, v Milanu, pa v LA-ju, pa take stvari, a ne. No, in smo se takimi community noter se spodružili in smo se želeli pogovarjati in kaj je bil v bistvu plan je, da smo prišli do admina te grupe, smo ga ponovadi dobili tudi na klic, se z njimi pogovarjali, da smo dobili feedback, kaj si pa ti misliš o našem projektu, pa se to, ker to je v bistvu direkt, on je naš user tudi, ne, potencialni uporabnik. No, nam je dal full feedback, vse to, ampak
kaj smo pa v bistvu zraven še to dobili, ne, da je on začel se počutiti, kot da je del tega projekta, ker nam je, se engageuje, dal nam feedback, smo ga poslušali, nam je res tudi dober feedback dal, smo popravili to, ne, se naredili. In pa, ko smo prišli do tega, da bomo lansirali Kickstarter kampanjo, smo rekli, a bi ti zdaj pošeril v vašemu communityju, da pač eden od vaših memberjev je pač lansiral zdaj kampanjo. No, in v bistvu v kakšnih teh communityjih je bilo tudi milijon ljudi, ki so pa to pošerali. In to je bilo čisto drugače, ker so te admini pošerali, ali pa ko smo mi se noti pogovarjali, smo bili pač del community, je bilo drugače, kot da če si nekdo sam preleti v neko Facebook grupo, pa reče, tukaj le tole jaz delam, ki bi vas zanimali, tlele je link, vas bojo valjda vsi rekli, to je spam, 5 stran. Tako da, mi smo imeli ful enega podpore, feedbacka in pa tudi nakupov, smo dobili iz community. Tako da to je, rečemo, community. In to je v bistvu, to je lahko zastonj, ta kanal te nič ne stane, v bistvu vse, kar je pač da moraš veliko časa preživeti po teh communityjih, pa se pogovarjati, pa komentirati, pa pač živeti v bistvu, biti v teh grupah noter. Okay. Naslednja so mediji. Mediji, to je v bistvu časopis, radio, kaj imamo še, televizija, newspaper, magazine, vse takšne, tudi da že blogi, pa tako. No, tukaj imamo dva načina. Lahko greste z PR agencijo, pa v bistvu pač jim plačate, in PR agencija je to, da ima v bistvu dobre kontakte do teh medijev, jih kontaktirajo in pa jim probajo pičati vaš projekt, zato da bojo pa oni napisali to, in če oni pišejo članek, bo najverjetneje toliko in toliko ljudi to prebrali ta članek in prišli, in najverjetneje bo nekje link do vaše kampanje, kjer bojo podprli. Druga varianta pa je, če nimate budžeta za PR agencije, je pa, da sami naredite research, da sami najdete tele kontakte od reporterjev, pa se to. Za mene najlažje je bilo tako, da sem šel kar na Kickstarter, smo pogledali vse podobne projekte, ki smo jih na našem projektu, smo videli, kjerih časopisih pa medijih so oni bili featurani, in smo v bistvu pol najdeli kontakte od teh reporterjev in jih pač tudi mi kontaktirali. In v bistvu pol vse, tako kot sem prej rekel, pomembna je zgodba. V bistvu te pol e-maile, newslettere, press release, smo pripravili in delali in smo v bistvu kar nekaj tudi dobili pol zanimivih člankov ven iz tega. Tako da, to je medija. Medija je dobra več stvari, ena je pač, da biš lahko full traffic, ljudje slišijo za to, se pogovarjajo o vašem projektu, pa v bistvu na koncu dneva dobiš nek credibility, kjer lahko rečeš, ok, bil sem v tem časopisu in daš lahko ta logo gor, na vašo spletno stran, ali pa na Kickstarter page. Okay. Naslednja so online advertising. To je v bistvu najhitrejši kanal, ki ga lahko začnete pa testirate, da vidite, da če deluje za vas. V bistvu Facebook, Instagram, Etsy, jih lahko poklikaš, narediš in začneš testirati. In v bistvu v parih dneh lahko hitro veš, a je vaša kampanja, delujejo, lahko meriš, koliko si dal noter denarja v te ads, koliko ljudi je prišlo na tvojo spletno stran, koliko jih je dal e-mail, in pa lahko začunaš, koliko te stane e-mail, poprečno, da ga dobiš, in če je to 5% konverzija, da bojo postali vaši backeri, koliko to v bistvu pol, a je profitabilno, za vas, se splača. Tako da, to je online advertising. Tukaj, kaj tacga, zelo straightforward glede online advertisinga. Mogoče to, ja. Dost Kickstarter kampanja, včasih smo bolj delali community pa medije, danes imaš pa tudi veliko kampanj to dela, imaš pa kampanje, ki bojo pač pa samo online advertising delali. In v bistvu bojo zbrale lahko tudi milijone na Kickstarterju, pa večina ljudi sploh vedela ne bo za to. Zato, ker se sploh ne pojavljajo v medijih ali pa kjerkoli community, in v bistvu je samo čist targetirano 1 na 1, ljudje vejo za njih ali pa ne. Ker so jih na Facebook adsih ali pa Instagram adsih dobili
naprimer mene pa ne, ker pač nisem njihov target market. Okay? Naslednja stvar, ja, influencers, pač influencerji, to je zmer večja kategorija, pač imamo vse te influence, ki imajo milijone in milijone followerjev, ampak te ponavadi tudi ful velik hočejo za to, da bo en post naredila, ne. To je zdaj rata že kar že komercialno, včasih je bilo to bolj organsko, ne, to. No, ampak imamo pa tudi te mikroinfluencerje. Dosti teh startupov, v bistvu sodeluje z mikroinfluencerji, kjer v bistvu, so še pripravljeni za to, da bojo naredili, da dobijo vaš produkt ali pa za to, da ga lahko za nekaj časa uporabljajo ali pa kaj takega, zamenjo za to bojo pač naredili post, In zdaj vi naredite dve stvari, vam iz tega dobite. Eno je nek community, od tega mikroinfluencerja, ki so videli za vaš projekt, so slišali. Druga stvar je pa, da lahko ta content, ki ga oni proizvedejo, ker so video naredili z vašim projektom ali fotko ali karkoli, lahko v bistvu pol uporabljate tudi za naprej, da vi promovirate, delate, advertising na Facebooku, prejšnja slajd, ali pa da ga lahko uporabite ta content za Kickstarter kampanjo, pa take stvari. Tako da, ja, recimo vam dal eno zgodbo, ko smo mi delali kampanjo, smo enega influencerja najdel, ki je delal prav reviewju je tele gadgete, tako kot naš električni kolo, naprimer, smo ga kontaktirali, on imel tako milijone followerjev, smo ga kontaktirali in je pač rekel, ja, valjda bom naredil za $10,000, Sem mi tako, nimamo mi $10,000, mi smo startup, čisto na začetku, In pa smo ga 2 tedna lepo masirali, smo govorili, mi smo startup, imamo dober projekt, produkt, BK se lahko zmenili. In pa po 2 tednih je obupal in je rekel, ok, bom naredil sam za ta kolo vaš. Če mi pošljete en kolo, da ga reviewam, pa če ga pa lahko obdržim, da je moj. Pa mi tako rekel, ok, valjda, cool, naredimo to. In smo mu poslali in potem je v bistvu najprej naredil eno Instagram fotko in na te Instagram fotki smo dobili, je bilo pa 17,000 lajkov v parih urah in ful smo videli link pa takoj že na Kickstarter, ker so ljudje tudi pol podpirali, ful enih smo kar nekaj podpore dobili takrat. Tako da, ja, to vse se da, pač sam treba je kdaj biti malo znajdljiv, pa ja, mi smo ga 2 tedna smo otežili skozi, pa je pač popustil. Ali pa smo mu bili všeč. Tako, to so influencerji, naslednja so referrals. Referrals so ja, za Kickstarter referrals ponovadi niso kaj ful uspešni, ampak naprimer smo pa enkrat eno kampanjo delali, kjer smo rekli, bomo to lansirali, pa smo na spletno stran dali prav tako bar smo naredili, kjer je v bistvu, smo rekli, da če bomo 5,000 e-mailov nabrali, bomo to kampanjo lansirali. In zdaj pač ljudje so bili ful zmotivirani, da so te e-maile nabrali, da so jih dali noter, zato da so se sign-upali, da bomo to dosegali, da bomo res lansirali to kampanjo. In kaj se nam je zgodilo, da seveda pol, ko si dal e-mail noter, si lahko še povabil par friendov, da so se tudi po-sign-upali. No in kaj se je zgodilo, mi smo to planirali, bomo to par tednov delali, ali koliko, in v bistvu v parih urah smo teh $5,000 e-mailov že nabrali. Tako da pa smo kar podaljšali, da smo še nabirali in smo na koncu 35,000 e-mailov nabrali. Tako da to je, rečemo, ne vem, mogoče kaj takega, jaz lahko mogoče tudi naredil, da narediš spletno stran, pa rečeš, bomo lansirali to, če zberemo dovolj e-mailov. Tako kar rečemo, kdaj, kakšne moš reči, da moš toliko podpisov zbrati, da se bo nekaj zgodilo. Dogodki. Imaš online dogodke, pa in-person dogodke. Online dogodki, imaš vse, primer so ful dobri, ker lahko narediš, tudi Kickstarter ima to live, da narediš Facebook ali pa Kickstarter video live, da se noter daš in pa ljudje se lahko preklopijo in te sprašujejo. Imaš tako, ti jim odgovarjaš na vprašanje ali pa vmes malo pokažeš svoj produkt, pa projekt, pa govoriš o njemu, pa to. In to je ful dobro, ker ljudje lahko v živo vidijo, pa spoznajo tebe, spoznajo produkt, pa vse tako. To. In-person, pač v živo, dogodki so pa v bistvu, tukaj imamo en chat.
A koliko vas je bilo v timu, ker ves čas govorite o množini? Ja, super. Zdaj tako, jaz v mojemu ekipi, mislim, da nas je bilo 6 vse skupaj takrat, ko smo se razdelili za kampanjo. Ne. Eni so delali promocijo, eni so dizajner, en je bil za PR, pa tako, ne. Ampak ja, mi smo imeli takrat kar budžeta, da smo lahko to pač s 6 ljudmi delali. Primer Elvis, ki je imel te on-do kamere, pa je prvo kampanjo zbral 110 tisoč ali 120 tisoč, pa skoraj vsako kampanjo čez 100 tisoč nabral. To, on je sam se je delal. Sam, pač kakšen frenda je dobil, da so video posneli, promocijo je sam delal, customer service, z njimi se je komentiral, pa se to. Naprimer, te dva kefirkota sta bila dva founderja, sta oba sama to vse naredila. Sta malo mogoče s kakšno promocijsko agencijo delala, za Facebook ads, pa tako, kaj ima še, naprimer Bird Buddy, ki so bili ful uspešni, ki so zbrali najbolj uspešna kampanja iz Slovenije, 4,5 milijone dolarjev ali evrov so nabrali leta 2020 ali 2021. Ja, oni so imeli kar ekipo, ampak večino sta bila, na začetku sta bila pa res samo sta bila dva founderja, ki sta začela z landing pageom, ki sta začela pobirati e-maile, pa se to, pa sta pa pač v bistvu okrog si ekipa nabrala, da sta v bistvu sfinancirala to kampanjo. Tako da ja, čisto odvisno, vse se da. To, pa imamo in-persone dogodke, to je v bistvu ful dobro, ker lahko ti v živo se z ljudmi srečaš, pa ti dajo ful feedbacka, ful jih vidiš, kaj te sprašujejo, tako ful se lahko naučiš. To, plus fajn je to, da lahko slikaš, pa pokažeš, pa videe delaš, pa testimonials, pa vse to, da pa v bistvu lahko to uporabiš na Kickstarter page ali pa za promocijo, da pokažeš, da ljudje to uporabljajo, pa kaj so povedali, testimonials, pa take stvari. Tako. Plus, da tukaj, če kle dobite kontakt v in-person eventih, so ful večji conversion rate, kot na Facebook adsih. Zato, ker tam je pač nekdo videl, kliknil, dal e-mail in šel naprej. Tukaj pa vas spoznal, videl produkt, in če vam je dal e-mail, bo velika verjetnost, da bo podprl. Zato, ker ga je, le malo bolj se ga dotakne. To? Pozdrav pa še partnerships. Aha, evo, še eno vprašanje, super. Thanks, ok. Cool. Pa imamo pa še partnerships. Partnerships pa v bistvu tako, da ti, naprimer, imaš eno tole, kaj že, en brand ali pa produkt, kampanja, projekt, kjer v bistvu imaš neko sinergijo z vašim projektom in pa v bistvu se zmeniš, da oni tebe pošerajo, ti pa njih pošeraš v svojemu komunitiju. Naprimer, mi smo naredili s temi pametno uro, ki je bila na Kickstarterju Pebble Watch, ki so zbrali takrat 20 milijonov, 60 tisoč backerjev so imeli in pa smo se z njim zmenili, da bomo mi naredili aplikacijo na temu Pebble Watchu, kjer lahko ti upravljaš z našim kolesom, da vidiš, koliko je hiter, pa koliko ima še baterije, pa take stvari. Njim se je to ful dopadalo in so rekli, ok, dej, ampak da to naredimo, da boste vi nas pošerali, mi pa njih pošerali. In pa so oni nas v njihovi kampanji, v njihovem newsletterju, ki so imeli čez 60 tisoč backerjev, so nas pošerali, kao, lej, Kickstarter, nov projekt na Kickstarterju, ki bo imel Pebble Watch aplikacijo. Tako mi smo pa pošerali, lej, Pebble Watch aplikacijo bomo delali, check it out, Pebble Watch to uro. No, in smo tam ful enih backerjev pa tukaj iz one kampanje dobili. In to je kar se dosti dogaja na Kickstarterju, da si različni projekti pomagajo promovirati. To? To je pa zdaj to. In to je v bistvu, to je bilo teli 7 kanalov. In kaj v bistvu jaz vedno predlagam je, da na začetku v tem pre-launchu probite vseh 7 kanalov, stestirite, vidite, kjer kanal vam najboljš dela, po katerem kanalu se tudi vi najboljš počutite, da ste najbolj comfortable, in v bistvu potem se pač fokusiraš na tiste kanale, ki ti najboljš performajo, pa kjer ti najboljš tudi se dobro počutiš. In pa v bistvu tako, da rečemo za konc pre-launcha, pa med kampanjo, pa pol tudi po kampanji, ki je uspešna kampanja, pa delaš naprej, ne rabiš vseh 7 kanalov delaš v bistvu tiste, ki vidiš, da ti najboljš delajo.
kot sem rekel, rečemo BirdBuddy, naprimer, ne, BirdBuddy ful delajo online advertising, ne, pa mediji, naprimer, ne, to, sigurno tudi community, ne, to, ampak na kakšni kampanji, naprimer od Elvisa, on du te lesene kamere, ne, on pa advertisinga, ne vem, če ga je sploh kaj delo, ne. Zato, ker je to pač tak community, da v bistvu si lahko del communityja noter, fotografov, pa mediji, malo pa dogodki, kakšni social media influencerji, ki so v bistvu že skoraj ne, da del tega communityja in mu to v bistvu full performa in v teh kanalih noter je, dela in je uspešno. Tako da, to, evo, tukaj imam Klansek, je na vseh social kanalih, me lahko dobite, ja, me lahko kontaktirate, karkoli, tako da, evo, to je to. Zdaj bom pa nehal šerati, zato da vas vidim, je prav. Niko, super, hvala lepa. Jaz bom pa tudi zdaj prenehala tole snemati, zato da se bojo ljudje oziroma naši danes podjetniki z dobrimi idejami odločali lažje, da malo še poklepetamo oziroma da še kaj povprašamo, ker jih imamo tukaj s sabo danes. Tako da bom tole